Moram povedati, da je bilo leto 2009 za občino Šentjur zelo uspešno. Predali smo namenu največjo investicijo, največji projekt zadnjih 10 let, morda še več. To je nova centralna čistilna naprava z delom kolektorjev. Potem smo tudi med drugim modernizirali 6 km lokalne ceste v krajevni skupnosti Ponikva, od Slatine preko Lutarja, Ponikve do Ponkvice. V samem Šentjurju smo prenovili skoraj 40 let staro telovadnico pri osnovni šoli Franja Malgaja. Odprli smo podjetniški inkubator, ki je namenjen zlasti mladim podjetnikom, in pa seveda najbolj so pa občani zadovoljni na projektu, ko smo več sredstev namenili nekategoriziranim cestam in javnim potem po krajevnih skupnostim. Tu so bili razpisi in skoraj vse krajevne skupnosti so se že odzvale. Večina teh cest je narejenih in ob otvoritvah krajani izražajo izjemno zadovoljstvo in srečo ob tem, kajti še vedno je največja pomanjkljivost v naši občini neurejene ceste. In s katerimi stvarmi v letu 2009 morda niste bili najbolj zadovoljni oziroma bi si želeli bolje izpeljati oziroma vam ostaja za leto 2010? Kaj bo takrat glavni poudarek? Kot druge občine je tudi našo prizadela finančna kriza, gospodarska kriza, zato smo tudi manj prodali kot že v lanskem letu zemljišč. Zato smo se morali kratkoročno zadolžiti. Ta lanski dolg bomo letos reprogramirali v dolgoročnega. Dodatno se nismo zadolževali, tako da je naša občina v povprečju zadolženosti slovenskih občin. Je 16. največja občina po prebivalcih, tako da ima pa 226 evrov po občanu dolga, kar je še zelo sprejemljivo, kajti vemo, da na zmožnost zaključnega računa proračuna za leto 2008 se občina lahko zadolži za takšna sredstva, da odplačuje skoraj 900 tisoč evrov letnega obroka, tako za obresti kot za glavnico. No in naša občina trenutno plačuje 308 tisoč, tako da je še kar nekaj prostora. Kar nas čaka pa naslednje leto, pa so še vedno urejanje lokalnih cest, tudi modernizacija od centra Gorice pri Slivnici s pločnikom proti jezeru Slivniškemu, mimo jezera. Ta cesta bo obnovljena. Potem skušamo predstaviti igrišče pri osnovni šoli na Planini, vsaj začetna dela se bodo začela. Potem tudi na področju Šentjurskega kulturnega centra skušamo napraviti en korak naprej s tem, da bi pridobili prostore v pritličju Alposa za namen sodišča, in tako bi bil to prvi korak, da smo potem lastniki obstoječega kulturnega doma, kajti v naslednjih fazah računamo, da bi ta dom podrli in planirali postaviti novega. Letos oziroma naslednje leto bosta za vami 2 mandata kot župan. Ali ste že pri mislih o 3. mandatu? Gotovo vas veliko ljudi sprašujejo, ampak kljub vsemu do takrat je še daleč, ampak vseeno blizu. Razmišljam, da bi županstvo predali nekomu drugemu. Vsekakor sem še vedno pripravljen sodelovati in delati, tudi ekipa je dobra in bi bilo škoda to dobro vzdušje in dobro ekipo podreti. Tako da, kot sem rekel, pripravljen sem sodelovati, želel bi pa, da se dogovorimo za drugega, ki bi kandidiral.